Lepo pozdravljeni. Tradicija šolstva v Višnji Gori je zelo dolga in bogata, saj sega že v 15. stoletje. Danes tam v okviru osnovne šole Stična deluje podružnična šola. Tamkajšnji učenci se že 2 desetletji izobražujejo v šolski zgradbi, ki je ob izgradnji pomenila uresničene sanje številnih višnjanskih rodov, danes pa je že skorajda premajhna. Premajhna stara šola, prehod iz 8 v 9-letni program, jutranje varstvo, podaljšano bivanje, nivojski pouk, izbirni predmeti. Vse to je botrovalo izgradnji nove šole. Na pobudo staršev se je začela razprava o tem, da bi bila v Višnji Gori pa že čas, da se naredi nova šola. Seveda vse skupaj ni potekalo brez zapletov. Nekaj časa smo iskali zemljišče, potem pritisnili oziroma prosili novo ustanovljeno občino, da investicije uvrsti v svoje načrte in moram reči, da smo bili kar uspešni in ta šola je ena prvih investicij resnih, ki se jih je nova občina lotila. V tistem času, recimo leta 1999, smo mi v šolo sprejeli 221 otrok v 11 oddelkih. Danes imamo 15 oddelkov in 287 učencev. Tudi recimo, če primerjam število pedagoškega kadra v tistem trenutku, je takih bilo takrat 26, ki so poučevali na tej šoli, s tem, da so seveda tudi dopolnjevali na matični šoli. Danes je učiteljev kar 43, se pravi ogromna razlika. Število otrok je tako naraščalo, šolstvo pa se tako spreminjalo, da je šola postala premajhna in je bila pred 2 letoma potrebna izgradnja prizidka. Ta trenutek v celoti še ni osnovnošolski, vendar v kratkem bo potreben, namreč šolo si oziroma prizidek si v tem trenutku delimo z vrtcem. Število oddelkov se nam pa z leta v leto povečuje, namreč odhajajo nam učenci enega oddelka, prihajata pa vedno na novo 2 oddelka, kar pomeni, da bomo tudi v nekaj letih imeli v vsej vertikali od 1. do 9. razreda po 2 oddelka. 20-letnico nove šolske zgradbe so pospremili s proslavo. Kulturni program so s skupnimi močmi pripravili učenci in zaposleni na šoli. Današnja prireditev je odraz veselja, zadovoljstva, sreče, sodelovanja in predvsem se tu pokaže duša naše šole med učitelji in učenci. Na naši šoli je v tem šolskem letu 15 oddelkov, od tega imamo kar 287 učencev. Dihamo, tako učitelji kot učenci, za vzgojo, za izobraževanje in si želimo veliko novih pridobitev, znanj in v bodoče tudi novo samostojno šolo. In prav slednje so si zadali v strategiji razvoja šolstva v občini. Jaz mislim, da bo s tem šola še bolj višnjanska, še bolj navezana na kraj, čeprav že zdaj tudi po današnjem obisku se vidi in po programu se vidi, da je osnovna šola Višnja Gora gonilo kulturnega in družabnega življenja v Višnji Gori, v krajevni skupnosti. Torej ne služi samo izobraževalnim potrebam, ampak širše. Zelo sem vesel, da so vpeti v kraj tako učenci kot njihovi starši in predvsem učitelji. Mnogi prihajajo od drugod, vendar se zavedajo svojega poslanstva in dajo svoj delež oziroma dodano vrednost tudi tisto izven delovnih obveznosti. Šola je vpeta v kraj preprosto. Tisti, ki potrebuje, tisti, ki želi in izkaže dovolj veliko pripravljenost na sodelovanje, namreč vedno mora biti neka recipročnost. Če želiš pomoč, potem moraš pokazati tudi sam svojo voljo. Odlično sodelujemo s planinskim društvom, z gasilci, s turističnim društvom, skratka vsem tistimi, ki nekako želijo, s tistimi šola tudi sodeluje. Dvajset let pa obeležuje tudi sklad za pomoč ljudem v stiski pri območnem združenju Rdečega križa Novo mesto. V tem času so iz sredstev sklada razdelili slabih 47 tisoč paketov s hrano, 2023 finančnih pomoči, 2330 bonov za šolske potrebščine in 348 štipendij v skupni vrednosti skoraj 500 000 evrov.
Poleg tega so 5 družinam zgradili in 7 družinam obnovili hiše, 6 prekrili strehe, 4 invalidnim osebam postavili dvigala, 4 otrokom omogočili dodatna zdravljenja, invalidoma kupili skuterje in 3 socialno šibkim družinam avtomobile. Vsako leto mi za Božič pošljejo voščilnico in tega sem najbolj vesel. Sicer pa se veselim, da smo jim dali pogoje za življenje, da so otroci pridni v šoli, tako prva kot druga družina, da so zrasli vsi v poštene državljane in to je največ, kar lahko daš eni taki družini. Največja zahvala pravzaprav, ali pa veselje je pravzaprav to, ko vidimo, da je nekdo uspel, da je s to pomočjo, s to štipendijo uspešno šolo naredil, se zaposlil in je uspešen. Ker zdaj 15 let je že ta obdobje, ko se že tudi rezultati vidijo teh dijakov. In poglejte, če ne bi oni te pomoči imeli, potem seveda ne bi mogli se izkazati, ne bi se mogli izraziti, ne bi mogli uspeti, ne bi se mogli se šolati in seveda tudi ne bi mogli opravljati poklica. Že od leta 2004 dijakom in študentom podeljujejo humanitarno pomoč v obliki štipendije. Lahko rečem, da je bila to ena izjemna ideja, ker tako kot se stiske javljajo vedno in zelo pomembno je, da jih nekdo razpozna in da poskuša pomagati. In prav, teh možnosti je zelo veliko in tako kakorkoli je, štipendije so eno zelo star način pomoči, ampak je pa vedno zmeren dobrodošel, ker vedno je dovolj tistih, ki potrebujejo eni za to, da se lahko šolajo, drugi pa, da lahko pravzaprav sploh živijo. Vlado Petrovič je pobudnik, organizator in donator obenem, z veliko občutka za obe družini v stiski in do vseh drugih donatorjev. Pri izgradnji hiš mi je prizadela zgodba sama teh dveh družin. Ena je bila, so pogoreli, ta drugi so pa imeli 3 otroka in živeli so v nemogočih pogojih. Ko sem to videl in pismo mame, ki je pisala, ker je izvedela, da smo že nekaj dobrega naredili v soseščini in mi je v tem pismu za Božič prosila, če bi tudi njim pomagal. To mi je nekako prišlo do duše. Nisi sam je nov slogan Sklada za pomoč ljudem v stiski, ki letos praznuje že 20. obletnico. Takrat, ko je sklad šele nastal, je bil to unikat v slovenskem prostoru, tako da vsi ostali skladi so nastali po zgledu našega sklada, kar je res časti vredno. Kaj ne? No, ampak v teh 20 letih se je zgodilo res toliko in ne verjamem, da smo na začetku lahko pričakovali, da bomo tako široko paleto pomoči zbirali in potem omogočali. Ker če je bilo na začetku samo zbiranje sredstev za prehranske pakete, to je bilo tudi dokaj enostavno, bi človek rekel. Ko se je pa potem malo, bom rekla, družba spremenila in ko nenadoma pridejo stiske, ki niso bile pričakovane in takšne, ki prej niso bile prepoznane, potem se je bilo treba zelo hitro prilagajati. Generalni pokrovitelj Sklada za pomoč ljudem v stiski je že vseh 20 let novomeški farmacevt. V Krki že od njenega nastanka širimo kulturo prostovoljstva in dobrodelnosti in skozi 65 let doživlja to rezultate v tem, da je čedalje več krkašev prostovoljcev, da se Krka odzove na številne pobude pomoči, da je tudi brez pomisleka pristala na to, da je pokrovitelj sklada že pred 20 leti. V 20 letih smo pomagali in trudili se pomagati čim več socialno ogroženim družinam. Pomembno je tudi za pomoč posameznikom starejših od 65 let. Krkina skrb za mlade se vidi v tem tudi, da so številni paketi oziroma od šolske potrebščine in štipendije pripomogle k temu, da so mladi našli svojo pot v prihodnost. Sklad za pomoč ljudem v stiski vodi poseben odbor. Njegova glavna naloga je zbiranje donacij in skrb za racionalno in pregledno porabo zbranih sredstev. Ko smo priča recimo kakšnim ali elementarnim nesrečam, ne vem, požarom, kakorkoli, takrat se zelo hitro odzovejo donatorji, tako da se pomoči tudi hitro zberejo. Če bi pa zbirali za neznan namen, v tem primeru seveda pomoči bistveno manj,
kasneje pricurlja, tako da ves čas poudarjamo te čiste namene. Štipendije so zelo pomembne, potem bolni so zelo pomembni, tisti, ki se ne morejo dodatnega zdravljenja plačati, potem, kot smo rekli, invalidi in pa vsi tisti, ki živijo v takšnih razmerah, da si pravzaprav tistih osnovnih življenjskih potrebščin ne morejo privoščiti. V vseh teh letih in številnih akcijah so priskočili na pomoč mnogim posameznikom in družinam. Posebej tam, kjer so se zgodile nesreče ali pa pač, da je imelo okolje posluh, da se je, ne vem, zgradila nova hiša ali pa preuredila nova hiša, to je bila res iskrena, velika hvaležnost in tudi, bom rekla, nekako to je bil tudi nov motiv, da so verjeli v boljše življenje in tudi mogoče začeli celo drugače in boljše živeti. Na prireditvi so podelili 12 izjemnih priznanj posameznikom in podjetjem, ki so v 2 desetletjih najbolj pomagali. V Trebnjem pa že 40 let deluje Društvo Sožitje Trebnje, društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju. 40-letje delovanja so obeležili s kulturno prireditvijo. Ob tej priložnosti so predstavili dejavnosti, ki jih v društvu izvajajo in se jih člani radi udeležujejo. Z društvom hodimo v hribe, tudi na morje, plavanje, pa Dedka Mraz, pa pikniki. Igramo se razne družabne igre, pa kakšno zaigramo, kada ima kdo kakšen rojstni dan. Skratka, razne zabavne reči. Hodijo tudi na izlete po Sloveniji, na bowling, radi tudi rišejo in slikajo. V ospredju so torej ves čas druženje, zabava in sprostitev. Naloge društva pa so tudi izobraževanje članov, pomoč pri izmenjavi izkušenj in ozaveščanje javnosti o osebah z motnjami v duševnem razvoju. V našem društvu je trenutno 255 članov, od tega je 70 oseb z motnjo v duševnem razvoju, ostali so pa njihovi svojci. V 40 letih jaz mislim, da je Trebanjsko društvo Sožitje naredilo veliko za prepoznavnost naših otrok, naših varovancev. Še več pa smo naredili v 20 koncertih, dobrodelnih koncertih pod imenom Odprite srce. S koncerti so zbrali prek 300 tisočakov. Namenili so jih izgradnji bivalne enote, ki so jo namenu predali ob 30-letnici društva. S tem so postali prvo društvo v Sloveniji, ki je sofinanciralo izgradnjo takšnega doma. Ideja o gradnji bivalne enote se je porodila nekje okrog leta 2000. 2002. leta so se začele resne aktivnosti, pogajanja s takratnim ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve. Po 7 letih smo začeli graditi, leto potem je pa enota bila odprta. Na otvoritev je prišel takratni minister Ivan Svetlik in vsa trebanjska občinska politika ter župani sosednjih občin. Objekt ima prostora za 12 oseb, v kateri sedaj bivajo in je v celoti zaseden. Vrednost investicije je bila približno 1 100 000 evrov. Celotno investicijo je pa vodilo Društvo Sožitje Trebnje, od projektanta do revizij do uporabnega dovoljenja. Ko sem jaz 22. novembra 2006 se usedel na županov stol, je bila prva zadeva, ki sem jo doživel, to, da smo dobili odobritev za gradnjo VDC doma. In moram reči, da me je to prijetno presenetilo takrat. A bivalna enota, s katero upravlja novomeški varstveno-delovni center, po 10 letih postaja premajhna, ugotavlja. Že letos smo imeli problem sprejeti nove. Upam, na ministrstvu se bo ponudil zemljo, da se bo dogradil ta dom in s tem pravzaprav omogočil varno življenje teh oseb, ki to pomoč potrebujejo. Društvo Sožitje Trebnje je sicer del Zveze Sožitje, ki izvaja družinske programe in programe vseživljenjskega učenja, kulturne programe, ker pri nas pri motnjah v duševnem razvoju ni rehabilitacijskih programov, kar invalidske organizacije imajo. Pri nas so ti rehabilitacijski programi opolnomočenja, izobraževanja, usposabljanja. S sprejemom zakona o socialnem vključevanju invalidov se je stanje v Sloveniji izboljšalo, dodaja.
Urejen je materialni položaj odraslih z motnjami v duševnem razvoju. Potem se tudi predvideva en cel paket storitev v skupnosti zanje. Drugače pa Odbor za pravice invalidov pri Združenih narodih opozarja Slovenijo, da so na področju položaja, pravnega položaja ljudi z motnjami v duševnem razvoju in ljudi z motnjami v duševnem zdravju, da so še veliki zaostanki oziroma da je še potrebno kar veliko postoriti, predvsem na področju uresničevanja njihovih človekovih pravic. Šele od letos dalje je polnoletnim osebam z motnjami v duševnem razvoju priznana pravica do odraslosti. Prostovoljno gasilsko društvo Šmihev je eno dejavnejših gasilskih društev v novomeški občini in tudi širše. Pokrivajo 40 kvadratnih kilometrov, na katerih prebiva okoli 15 tisoč prebivalcev. Društvo je bilo ustanovljeno leta 1929 in tako letos praznuje svojo 90-letnico. Za akcije se usposabljajo vse leto, pripravljajo društvene vaje, izvajajo požarne straže na športnih in kulturnih prireditvah in še marsikaj drugega. Pred 90 leti pa je bilo marsikaj drugače. Začetki vsega društva so bili zelo težki. Kot sami vemo, bilo je malo ljudi, bili so složni, vendar niso imeli finančnih sredstev in tudi opreme ni bilo na zlogi, kot je danes. V samem začetku so bili lepi vzponi, potem druga svetovna vojna je prinesla svoje, se je malo delo v društvih zamrlo in po vojni se spet gasilci so se nekaj po domače povedano prebudili in začeli z delom naprej. Zgodovina društva je bila pestra in razgibana, ves čas pa je društvo zelo pomembno za svoj okoliš. Z leti se je potem, kakor sami veste, leta 1929 je bilo ustanovljeno gasilsko društvo Šmihev iz gasilskega društva Kandija. Najprej je bilo to Kandija gasilsko društvo, novomeško gasilsko društvo in potem so se zaradi njihovih nesoglasij to gasilsko društvo razdelilo na dva gasilska društva in sicer Smolenja vas in Šmihev Novo mesto. Danes pišejo v Šmihelu pravo zgodbo o gasilskem uspehu. To je eno osrednjih društv, druge kategorije, ki seveda dobro dela, ima članstvo, tehniko in seveda, kar mora biti zraven, tudi znanje, tako da so zelo uspešni. Jaz mislim, da je uspeh tudi v tem, da delajo veliko na mladih, se pravi, da je mladih gasilcev in pa seveda tudi na operativi, tako da lahko internirajo oziroma grejo na intervencije v vsakem primeru. Številna društva danes dobro delajo, moram reči, da imajo kar lepe podmladke, pa vendar je dejstvo, da v Šmihelu tukaj so močne vse generacije in mislim, da gre za dobro delo na teh dolgoletnih temeljih. To je seveda rezultat tega, da znajo delati, da znajo pritegniti tudi mlajše člane, da znajo pritegniti sponzorje, tudi občina jim je pomagala. Mislim, da tisti, ki nekaj pokaže, tistemu tudi pomaga se. Odnos do gasilske zgodovine, veteranov, funkcionarjev in najstarejših članov gasilskega društva je bil vedno spoštljiv. Vsak posameznik je po svojih močeh in sposobnostih primaknil svoj kamenček v bogat mozaik društva. Danes je članstvo kar veliko, malo velik poudarek na izobraževanju mladine in operativnega kadra. Tako da nas je že po evidenci matične knjige 244. Danes so pogoji kar dobro, veseli me, da za nami tudi veliko mladine in sami sponzorji, simpatizerji, ki nas tudi podpirajo in to nam daje moč za nadaljnje delo. Gasilska društva v občini pa še vedno potrebujejo pomoč vseh, ki jim jo lahko nudijo. Ja, jaz mislim, da smo kar dobro, čeprav več ali manj recimo pri velikih požarih nam manjka velikih cistern, se pravi cisterne z količino vode. Šmihelskim gasilcem zelo dobro uspeva tudi nekaj, kar je v mnogih društvih največja težava. Kako pritegniti mlade? Veliko odrekanj, veliko predstavitev po šolah, društvih, samih vrtcih, velike delavnice, športne dejavnosti. Ob tej priložnosti so predstavili novosti. Danes imamo ob tem slovesnosti predvsem dveh vozil,
Eno vozilo je za prevoz moštva z znako GVM na podvozu Volkswagen Transporter in drugo vozilo na Ford Rangerju, to je vozilo za gozdne požare z znako GVG P1, to pomeni za vozilo težko dostopnih terenih. V prihodnje si želijo nadaljevati usposabljanje operativnega kadra in posodabljanje za svoje delo nujne opreme. Za konec pa še v Mirnopeč, kjer se radi spominjajo virtuoza na diatonični harmoniki Lojzeta Slaka. Društvo za ohranjanje Slakove glasbe in družina Slak sta drugo leto zapored pripravila festival Slakove glasbe, ki je bil tokrat dvodnevni. Prvi dan festivala je zaznamovalo tekmovanje za nagrado Lojzeta Slaka. Zmagovalka v kategoriji igranja na diatonično harmoniko, 13-letna Kaja Završnik, si želi, da bi jo glasba spremljala vse življenje, tako kot je spremljala Slaka. Ja, pač to mi pomeni ful veliko, pa tudi veliko odskočno desko za naprej. Pač on mi je bil vzornik že od malega, pa pač ful imam rada njegovo glasbo. Drugi dan festivala je potekal večer glasbe Lojzeta Slaka, s katerim se predstavljajo tudi drugje po Sloveniji. Nastopa naša zasedba, ki se imenuje Koncertna zasedba Slakove glasbe. Imamo podporo družine Slak in lahko koristimo vse gradivo in tematiko, ki je vezana z Lojzetovo muziko. Večer glasbe so poimenovali v Slakovi zidanici. Torej vino, prijateljstvo, vinogradništvo in tisto, kar je Lojze Slak imel rad in je neizmerno ljubil. Čeprav se je letos odvil šele drugi festival, pa si organizatorji želijo, da postane tradicionalen. Samo tekmovanje, če že govorimo o tem, bo vsake 2 leti, medtem ko naša turneja bo vsako leto in poskušamo obiskati celo Slovenijo, da je primerna pokritost in da zagotovimo poslušalcem možnost, da pridejo na naše večere, na naše celovečerne koncerte in Lojzeta enostavno postavimo zopet na oder in z njim preživimo večer. Lojze Slak je bil legenda slovenske narodno-zabavne glasbe in si je prislužil častni znak svobode Republike Slovenije. S svojimi pesmimi, v katerih opeva ljubezen do slovenske dežele, je pustil neizbrisljivo sled in je med ljudmi še kako živ tudi danes. Moram reči, da kamorkoli pridemo, se nekako ljudje na nas obrnejo z čudovitimi občutki ob koncu koncerta v srcih in nas vljudno vabijo, da jih obiščemo ponovno. Na Pungarčarja je Slak kot njegov stric pustil velik pečat. Rasli smo z njegovo glasbo, z njegovo harmoniko, veselili se njegovih obiskov in že kot majhni otroci dojemali to glasbo, njegovo glasbo drugače, verjetno kot naši vrstniki. Zato jo tudi lažje razumemo in sedaj živimo z njo z veseljem, jo imamo radi in jo tudi na nek način predajamo naprej v takšni izvedbi, kot je ta koncertna zasedba Slakove glasbe s turnejo po Sloveniji in tujini. Nič ni pa
za glasbo pravijo podobno kot za prijateljstvo. Če je prava, podvoji naše veselje in prepolovi žalost. Čim več vašim ušesom prijetne glasbe vam želim in nasvidenje spet čez 14 dni.